izrazila besedo sodelovanje na projektu evropskih politik. Verjamem, da je v slovenskem političnem prostoru potrebno, naj uporabim nogometni žargon, malce uveriti žargon in mislim, da to počnemo, kar pomeni, da se želimo ukvarjati predvsem s vsebinskimi vprašanji in poiskati skupne odgovore za izhod iz krize, v kateri se država nahaja. Sam sem tudi trdno prepričan, da se bo moralo za naslednje državnozborske volitve pokazati in izkazati z dobrim programom in pa pokazati tudi to, kdo zna sploh sodelovati in narediti čim močnejši politični blok, ki bo tudi stopil v koalicijo, podpisal jasno koalicijsko pogodbo in jo 4 leta izvaja. Da se nam ne bo dogajalo to, kar se sedaj, da se bijejo bitke znotraj koalicije med opozicijskimi strankami, ampak da se bomo zavezali programom, ki bo pripričal ljudi in popeljal Slovenijo iz krize. Verjamem, da bo takrat vloga naših dveh strank takšna, da bomo eni izmed tistih, ki bomo lahko povabili k sodelovanju in takrat tudi povabili zagotovo najprej predvarovsko najbližje kolege iz SDS-a. Mislim pa, da je nastopil čas, da bi Slovenija nastala koalicija, ki bi tudi prešla to mladično politično bojevnost in da bi po vzoru Avstrije in Nemčije naredili koalicijo, ki bi popeljala državo v boljši čas in mogoče mandat ali pa za leto. Rekli ste nogometni žargon, če bo eno igralcem, da ste si bil rdeč karton, ste sposobni desno konico napada nadomestiti? Jaz sem sam igral nogomet in sem že marsikateri bolj zabil, tako da sem pripravljen na to tudi na politično postoje. Kaj pa tega, torej ste sposobni in pripravljeni storiti več za reševanje Slovenije torej v Evropski uniji, če boste torej izvoljeni za evropskega poslanca? Vendarle ste se zavezali, da boste tukaj reševali krizo, nenazadnje ste dali takšno zavezo tudi Evropcem. Slovenija je del Evrope in to, kar je spoštovani nosilci liste že nekajkrat izrazil, mi moramo več Evrope prinesti v Slovenijo. S tem, ko smo stopili skupno listo v Slovenski ljudski stranki, želimo ukrepiti našo dejavnost tudi v mednarodnem prostoru, si v mednarodnem prostoru najti prostor pod soncem, poznati tudi ljudi, ki so odločilni za delo politike, za razvoj države in kot takšni opremljeni potem sprejeti izzive v Sloveniji. Tako da nihče od nas ne beži iz Slovenije, ključno z mano so zame tudi ključni izzivi v sami Sloveniji. Iz izkušenj sem si pa nabral doslej že v različnih vlogah, če hočete že kot župan, ko sem 4 leta predsedoval podpredsednik Evropskega združenja Mezijske unije. Sedaj, ko se aktivno vključujemo tudi v delo Evropske ljudske stranke, kot sem bil kot minister na svetih ministrov, mi je zelo jasno, da se Slovenija ne rešuje in ne bo rešila samo pod Alpami v hribih pod Alpah, ampak je treba imeti to širšo dimenzijo in s tem vstopom tudi na ta evropski paket želimo narediti ravno to. In kot takšni prepoznavni jasni z jasnimi cilji tudi potem poiskati ponuditi rešitve v državo in tudi sprejemati izzive znotraj Slovenije.